danes za zvezdo aerodinamike zarežemo v zrak. Nato spoznamo nekaj električnih alfa samcev različnih kategorij. Potem povabimo voznike v zrelih letih na osvežitveni vozniški trening. Zaključimo pa v avto-moto kombinaciji. Pozdravljeni v avtomobilnosti. Če ni električno, ne obstaja. Tako se vsaj zdi, če v zadnjem času spremljate naslove različnih avtomobilističnih medijev. In oddaj. Res je. Ampak svoje k temu dodajo tudi avtomobilistične tovarne same. Še posebej tiste, ki že zdaj napovedujejo datume, kdaj ne bodo več proizvajali bencinskih in dizelskih avtomobilov, kljub temu, da zdaj najbolje prodajajo prav te modele. No, Mercedes se je te elektroeuforije lotil drugače. Ob modelih, ki se tradicionalno dobro prodajajo, A, B, C, E, G, SV in njihovih derivatih oziroma malo dvignjenih GLA, GLB, GLC, GLE, GLS in tako naprej, je dodal še črko EQ, kjer razvija električne avtomobile in dobimo novih nekaj črk oziroma novih nekaj kratic. EQA, EQB, EQC, EQE, EQV. In danes sta z nami tu dva popolnoma nova EQ-ja. EQB in vesoljsko plovilo EQS. No, EQS bi lahko bil slovenski avto leta. V resnici ne, zato ker je eno pomembnejših vodil tudi primerno za slovenski trg. Ni primeren za slovenske ceste? V resnici imaš prav. Je zelo primeren za slovenske ceste, odlično pobira luknje in praktično samodejno vozi v kolonah. Primerjava s Teslo? Poje za zajtrk. A je to tvoje osebno mnenje ali mnenje uredništva? To je moje osebno mnenje, ampak mislim, da se bo pridružilo tudi uredniško mnenje. Miha ga bo povedal samo, po mojem, bolj politično korektno. Poglejmo. Andrej pričakuje politično korektno. No, pa dajmo. No, ta EQS nam v resnici sporoča, da se iz elektrike pa očitno bo še nekaj. Elektroverniki ste se verjetno ob tej naši prvi izjavi, ob tej naši prvi provokaciji verjetno zdramili, saj kaj pa je narobe z elektromobilnostjo. Ampak ta prva izjava je bila v bistvu bolj namenjena elektroskeptikom, namreč tale EQS v resnici negira tisti glavni elektrobavbav, se pravi nizek doseg. In dam vam primer. Zvečer smo imeli baterijo v tem avtomobilu napolnjeno 11% in do polnega, do 100% se je ta avtomobil na 11 kW polnilnici napolnil šele ob 4 in pa 45 minut zjutraj. Se pravi, ta avtomobil ima zelo, zelo veliko baterijo. V tej noči je napolnil 101,6 kWh in zjutraj je na števcu avtomobil pokazal, da lahko z njim prevozimo kar 569 km. V enem drugem dnevu je pokazal 620 km. Kolikšna je ta poraba energije? No, avtocestna vožnja Ljubljana-Koper je vzela 21,6 kWh, običajen dan po mestu in okolici pa komaj 17,2 kWh na 100 km. To so vrhunski podatki in zagotovo je v veliki meri zaslužna rekordno nizka aerodinamika. 0,2 meri količnik zračnega upora pri tem avtomobilu in ja, to je bolje kot pri Tesli 0,21. In ja, rekordna aerodinamika pa nas seveda pripelje tudi do udobja. Saj smo pričakovali, da bo ta avtomobil zares udoben in pa tih v kabini, vendarle gre za razred S. Ampak res, ta avtomobil to tišino dviga še na res višjo raven. EQS je lahko štirikolesno gnan, predvsem pa je štirikolesno krmiljen. S vrtenjem volana namreč obračamo vsa 4 kolesa. S tem dobimo okretnost, pri višjih hitrostih pa tudi stabilnost. Ampak vseeno pa velja, da dinamična vožnja temu avtomobilu ne paše najbolj. Če želite razgrajača, potem vzemite e-trona GT. Ta avtomobil naj vas razvaja z udobjem. Saj vam bo dal tudi dinamiko, če boste to želeli, ampak ne, res, ko gre za udobno vožnjo, takrat ta avtomobil zablesti. Še bistveno bolj kot drugi avtomobili. In seveda, saj to se spodobi, saj gre za razred S.
No, avtomobilski oblikovalci nam več čas govorijo, da so z električno arhitekturo dobili možnost, da naredijo kabine bistveno bolj prostorne. Ampak tukaj tega ni čutiti. Sej se nimam kaj pritoževati, dovolj imam prostora in sedeži so nastavljivi na elektriko, ampak sej vemo, kakšen je razred S. Še posebej, kakšen je tisti podaljšani razred S. Posebnost električnega razreda S so tudi peta vrata. Ta doslej v premijskih avtih niso bila dopustna, ampak glavna novost je seveda tisto, kar obdaja voznika. Digitalna armaturna plošča. Okoli voznika so sami zasloni. Vse skupaj deluje izvrstno in zares všečno, ampak z zaslonov je treba ves čas brisati prah in pa prstne odtise, da vse skupaj zares izgleda lepo. No, o zaslonih pa tudi nasploh o avtu govorimo bolj na dolgo v našem 11-minutnem videu na spletu, v tej skrajšani verziji pa vendarle ne sme manjkati ta zaključni poudarek. Na koncu spet pride tisti stalni, grozni ampak. In ampak v tem primeru pomeni to, da je seveda res zahtevno narediti tehnično perfekten avtomobil, ampak vseeno je pa tehnično perfekten avtomobil lažje narediti, če ga delaš za ljudi z visoko kupno močjo. In takšen primerno opremljen EQS stane skoraj 200 000 evrov. Ampak dobra novica pri tem pa je, da je vloga pri Mercedesu, da razred S pokaže, razumeme čustva, potem pa pride razred E, ki to ponudi na bolj dostopen način. In ja, EQE je že na vidiku. Koristi izjemno nizke aerodinamike pa smo preizkusili tudi skupaj z vami, dragi gledalci avtomobilnosti. Skupaj smo naredili krog po avtocesti in poslušali. Kaj mislite, kjer del avtomobila je tisti, s katerim se oblikovalci največ ukvarjajo in pobere daleč največ časa pri tem, ko se ukvarjajo, kako bo? Malo že vidim strokovnjake. Zadnji del. No, sej, to jaz pričakujem od gledalcev avtomobilnosti, ker sicer je 99% jih rečejo tudi spredje, ne? Zato, ker pač tukaj nastane ta trk. V resnici ni, da je sprednji del lahko skoraj kakršenkoli že. Ni, ampak je bistveno večji, kot ste rekli vsi, zadaj. Profesionalno sem učitelj matematike. Aha, odlično. Ste pa malo matematiko za danes debatirati, a? Ja. Koliko je matematike v teh današnjih avtomobilih? Danes smo se pogovarjali o uporu, tako da tukaj je matematika in tudi na zelo visokem nivoju. Se pravi, kakšno formulo, kako se začuna zračni upor? Ne bi znal, mogoče kakšna Bernoullijeva enačba. Kakšne številke? Če sem si prav zapomnil, je bil 0,2 ali pa 0,21 mogoče, a drug, ki je bil SUV, je bil 28, kar je, to me je presenetilo, ogromna razlika. Imam rajš mogoče bolj kakšne varčne, tako da te 0,2 so me zelo impresionirale. Moj jajček tam na prostorcu ima 0,31. Pač čas in tehnologija gre naprej, a ne? Jaz sem podvarila tega sploh. Tako na prvo mi je ful padel oči. Res? Ja, res. Jaz bi imela točno tako. Kaj bom danes domov odnesla? Da, je SUV definitivno avto, ki bi ga jaz hotela imeti. Se mi zdi bolj uporaben za moje delo, ker jaz moram iti na gradbišče in pač se mi zdi, da kakšen nizek avto pa ne bi bil najbolj primeren. No. Se pravi, aerodinamika pa gradbišče ne gresta skupaj? Očitno ne. Zdaj, pri tem koeficientu normalno, da so gledali zadek, kako je oblikovan, sploh pa pri električnih vozilih tudi velik faktor podvozje, kako je zaščiteno. Dobro aerodinamiko so v bistvu dosegali, da so podvozje čim bolj zaprli. To se pravi, da zrak, ki gre pod vozilom, da ima čim manj ovir, ker najbolj problematičen je zadek vozila. Za vozilom se pač vzpostavlja vrtinec zraka, ki v bistvu zavira vozilo. Pravzaprav delujejo kot ena taka zavora, kot eno padalo. Vleče avto v resnici nekoliko nazaj, ne? Udobje v moji glavi pomeni enostavnost. Torej enostavnost upravljanja,
enostavnost torej rokovanja, vožnje. Avto seveda mora biti dinamičen. Mora biti dinamičen v smislu tega, da nekaj čutiš od njega. Po drugi strani pa brez udobja noben ne želi živeti. Kaj ste si zapomnili v C razreda? Udobne sedeže, mehke. Ja. Pa zelo udobna vožnja, mehka, res. Sliši se manj hrupa. Obliko bomo danes med vožnjo v bistvu preizkušali skozi zvok, kako aerodinamika v smislu zvočne izolacije deluje. Jaz sem se res fokusiral na to zvočnost, na to kuliso in lahko rečem, da se mi zdi bistvena razlika. V A-klasi sem še zmeraj slišal zunanje zvoke, v C-klasi pa teh več nisem slišal. S kolegom, ki sva se skupaj vozila, sva se mirno pogovarjala, v bistvu zelo tiho, da sva slišala walkie-talkie oziroma Andreja in sva se potiho pogovarjala in sva se slišala. Pa še radio je zraven delu, tako da super, no. Ker jaz recimo zaradi službe, ki je bolj stresna, večino časa se vozim z ugasnjenim radijem in mi to zelo tehta. Pač ta tišina v sami kabini in pri C-ju je bilo to res tiho. Tako pač... Če bi si želel več, bi pretiraval. Če je v vašem avtu ob dežju tole suho, pol je zračni tok dobro speljan. Če ne slišite nobenega piša, potem je aeroakustično dobro narejen. Ker tukaj noter pride do vibracij lahko in do vrtenja in v tem delu stebrička in ogledala se grozno veliko stvari zgodi. In seveda tukaj in spoilerji in celoten ta zadnji del. Tukaj bi bilo zdaj zelo grozno videti recimo brisavec od zadnji. Ampak to že pri nizkih hitrostih, če dežuje, steklo ostane čisto suho. Danes imamo toliko besed o funkcionalnih vidikih oblike, da se lahko upravičeno vprašamo, ali je naš rojak, Mercedesov glavni oblikovalec Robert Lešnik, umetnik ali inženir. Oboje. V bistvu podoben princip, kot so recimo arhitekti. Arhitekti so ravno tako inženirji in umetniki hkrati. Se pravi, poznajo tako tehnologijo, kot imajo oko za neko estetiko, lepoto v končni fazi. Tako da ja, oboje. To niso pozabili. Naša testna ekipa iz vrst gledalcev avtomobilnosti je v našo kamero povedala tudi izvrstne misli na temo rekuperacije energije. In na tokratnem testu so nekateri doživeli tudi aha moment z področja asistenčnih sistemov. No, o tem pa v našem poglobljenem prispevku na spletu. Električni avtomobili so pozitivna stvar za naš planet. Oziroma, bolje rečeno, električni avtomobili so lahko pozitivna stvar za naš planet. Ni namreč vseeno, od kje smo pridobili energijo, ki jih poganja. Smo jo pridelali na strehi naše hiše ali jo je pridelal TEŠ? In prav to vprašanje je odločilno, ko tehtamo, ali je električni avto bolj čist od bencinskega. A tokrat se bomo osredotočili na prve, neposredne učinke sončne elektrarne za uporabnika. Če imaš sončno elektrarno za polnjenje svojega avtomobila, si energetsko neodvisen. To pomeni, da energijo pridelaš sam, da ti je recimo temu na voljo in predvsem, da potem tvoj strošek prevoženega kilometra ni odvisen od tega, kaj se dogaja na trgih mednarodnih z energijo, kakšne so na koncu cene kilovatne ure za gospodinjstvo. Če imamo klasičen bencinski avtomobil z neko porabo, recimo 6 litrov na 100 km, to je strošek v današnjih časih skoraj 10 evrov. Če to prevedemo recimo na en električni avto, ki ima ekvivalent porabe, tudi če smo zelo pesimistični, 20 kWh na 100 km, je to pri današnjih cenah še vedno samo 2 evra. Ko pa imamo enkrat sončno energijo svoje strehe iz sončne elektrarne, ki se tako ali tako poplača že s tem, ko prihranimo tudi pri energiji za samo gospodinjstvo, potem pa je strošek praktično nič. Ampak kako naj vemo, da je naša hiša sploh primerna za postavitev sončne elektrarne? Pred odločitvijo je pomembno, da izračunamo njen energetski potencial.
V Moonovem spletnem orodju smo najprej izrisali približno površino naše strehe brez oken in dimnikov, dodali povprečen mesečni strošek elektrike in še model električnega vozila, s katerim bomo letno prevozili 20.000 km. Potem nam sistem iz tega izračuna, kakšna je priporočena moč sončne elektrarne, kako močno sončno elektrarno bi potrebovali. Ko izračunamo tudi strošek polnilnice za električne avto, se pravi, ko vse skupaj ugotovimo, da sistem pravi, da bo strošek investicije približno 12.000 evrov in da se bo investicija poplačala v 8 letih in pol in v življenjski dobi elektrarne, ki je recimo 30 let, se ne bo samo poplačala, ampak bomo prihranili približno 20.000 evrov. Se pravi, prihranili bomo skoraj 2-krat toliko, kot smo vložili. So to res konkretne številke, ki jih lahko pričakujemo v realnosti, ali gre bolj za marketinške obljube? Seveda ta izračun, kako močna mora biti sončna elektrarna za te potrebe, je popolnoma realen, zato ker so zadaj seveda tudi pravilno vnešene cene električne energije in tako naprej. Potem pa na podlagi lokacije in usmerjenosti objekta naši strokovnjaki izračunajo, kakšna je realna osončenost te strehe, se pravi, koliko bo sonca v resnici na njo sijalo, in na podlagi tega potem pa priporočijo in točno vrednost izračunajo, koliko bi stala sončna elektrarna, ker seveda, če je obrnjena recimo na zahod ali pa celo na sever, je kvadratura potrebna za to moč povsem druga, kot če bi bila obrnjena na jug oziroma jugozahod, kar je nekako najboljša orientacija strehe. Iz hiše v Dragomlju in prikazu nove tehnične možnosti za energetsko samooskrbo pa gremo čisto nekam drugam. Na drug konec Evrope, v Španijo, kjer se bomo vrteli okrog čisto drugega vprašanja. No, ne bomo se čisto vrteli. No, ali pač. Sebastian je bil na predstavitvi 3 novih Cooper in to na prav posebni lokaciji. Dirkališče Terramar so zgradili leta 1923 in je bil tehnično gledano pravi čudež, ampak hkrati pa tudi od samega začetka v finančnih težavah. No, le streljaj stran ali 2 od Barcelone je večino časa sameval, propadal in bil v družbi farme piščancev. So pa ovali sila redki in z vozniškega zornega kota tudi zelo zanimivi. Avto sili v eno smer, zavijaš pa v drugo. Tehnično gledano pa za avto predstavljajo zelo velik napor. Poglejmo, kaj je na tem zgodovinskem dirkališču počel Sebastian. Zdaj ni čas za zgodovino, ampak za prihodnost. Španska Cupra si je ta kraj izbrala za predstavitev svoje prihodnosti. Ta bo seveda elektrificirana, a pri Cupri ne prehitevajo. V letu 2024 bosta na ceste zapeljali 2 novosti. Hibridni SUV Terramar, ki bo njihov zadnji model z motorji na notranje zgorevanje, ter povsem električni Tavascan. A precej bolj se pri Cupri veselijo leta 2025, ko naj bi na ceste zapeljal malček Urban Rebel. Tako kot je bila pri Seatu uspešnica Ibiza, so tudi pri Cupri mislili, da bo novi malček tisti, ki bo gonilna sila znamke. A glede na trenutno situacijo, res že prihaja njegov čas? This is a difficult question because we did not expect the success of the Formentor. The Formentor is the best-selling car in our company today, and we think that the potential of the Urban Rebel is bigger, so we expect more. But you never know. Maybe the customer also like the Tavascan. Let's see how that develops. But actually from the planning side, we see a huge potential in that car. Tudi zato, ker bo malček opremljen s kar 166 kW elektromotorjem, ki bo poskrbel za pospešek z mesta do 100 km v manj kot 7 sekundah, hkrati naj bi baterijski sklop zadostoval za več kot 400 km dosega. Če pa bo še cena nižja od 20.000 evrov, bo Urban Rebel zagotovo nova Cuprina zvezda. V prometu so mi meni rekli v službi, Johnny Brzinca se je pripeljal. Torej, bila sem zelo hiter voznik in uživala v vožnji. Meni ni bila vožnja napor ali pa potreba, je potreba po sprostitvi. Govorite o pretekliku. Pretekliku, to je bilo v mladosti. Zdaj, moram reči, še vedno vozim, rada vozim, vendar je pa sprememba od tiste Johnny Brzinca, zdaj bi rekla bolj spametovan Johnny.
mogoče. Kako so vas pa prepričali v to spametovanje? Veste, kako so me prepričali? To čutiš v sebi, namreč eno spremembo. Če se volja po vožnji ne spremeni, način se mora. Okostje se spremeni, sklepi, ki lahko zaštekajo v momentu. Ali hrbtenica, a ne? Potem zgornji del, volana brez rok ni. Pa postane rame, komolci, prsti. Ne, meni se zvijo, priznam. Vratna hrbtenica. Torej, iz tega čutiš, sam, ko se pelješ, da te zdaj zadrgne nekaj tle, nekaj tam. In ko to zagledaš, se pa pojavi strah. Predlagam, da ponovimo stavek, ki predstavlja srž današnje zgodbe. Tudi če se volja po vožnji ne spremeni, način se mora. Prvi korak k spremembi načina vožnje je lahko osvežitvena vožnja z inštruktorjem, kakršne recimo že nekaj let ponujajo pri zavarovalnici Triglav. Na ta tečaj sem se odpravila, ker me je pač zanimalo, kako dobro še peljem, ker je od časa, ker sem delala izpit, minilo že kar veliko časa, kako se vključujem, ali sem preveč agresivna ali prepočasna. Potem sem imela tudi za inštruktorja nekaj vprašanj glede vključevanja v krožišče. Na cesti so bile neke zebre, ali lahko to povoziš ali ne smeš, kako se vključiš pač pri tem zabijanju pri zebri. To so bila ta moja vprašanja. Torej, namesto da bi šli na Google, ste šli... Tako, ja. Čeprav malo zadržkom najprej, bo to ali ne bo, ali bo kakšna katastrofa, ampak... Osvežitveno vožnjo pa je prva sama opravila kar avtorica mnogih varnostno-cestno-preventivnih projektov v naši največji zavarovalnici. Jaz sama osebno menim, da sem varen šofer, vendar vse je relativno in zato je potrebno, da se preizkusiš, ne? In da ti strokovnjaki povejo, a si še dovolj tvoje reakcijske sposobnosti, a so še vedno takšne, kot so bile pred 20 leti. A ne, potem so momenti, ko recimo imaš določene, jemlješ tablete, vice slabše ali karkoli. A ne, to je pri posamezniku potrebno si vzeti v zakup in reči, lej, dajmo preveriti, a je še to, a gremo naprej, se malo naučimo, mi strokovnjaki na varni vožnji pač povejo, kaj je treba popraviti. In to je idealna priložnost, da si lahko popraviš, ker ko si v prometu, te priložnosti nimaš in nekako spravljaš nevarnost druge udeležence prometa in seveda tudi sebe. In pač nekoga, ki voziš v avto. Zakaj prav zdaj pred poletjem poročamo o tej tematiki? No seveda zato, ker je pred nami nova serija osvežitvenih voženj. Akcija osvežitvenih voženj zdaj traja že toliko let, da imamo tudi izkušnje voznikov. In v preteklih letih so nam ti vozniki, starejši od 60 let, starejši od 70 let, dali najbolj jasno sporočilo, da je tista ura, dve z inštruktorjem pomenila velik preskok v samozavesti na cesti. Osvežitvena vožnja je zato ena taka krasna, tudi brezplačna priložnost za to, ker ko gre za vozniško kondicijo, je trening tisti pravi odgovor. In prav zato ne bomo vozili samo v mestih. Ta bodo sicer Kranj, Celje in Ljubljana, ampak bo vsak udeleženec potem imel tudi priložnost, da gre na poligon. Skupaj z AMZS-jem gremo v center varne vožnje na Vransko, kjer bomo pa lahko preizkusili tudi tiste bolj nepredvidljive situacije na cesti. Zato skočite na rtvslo.si poševnica avtomobilnost, kjer se lahko prijavite na trening vožnje z nami v sodelovanju z zavarovalnico Triglav. V avtomobilnosti bomo pa zelo veseli, če bomo na kakšni od teh voženj lahko prisedli na sosednji sedež. No, zdaj pa bomo spoznali avto, ki tistim bolj izkušenim voznikom in tudi nama požene kri po žilah. In tistemu avtomobilu, ki ga je Johnny Brzinca kar pošteno gnala po Sloveniji. Danes predstavljamo trivratni avtomobil s 4 vrati. Šalo na stran, predstavljamo novi Fiat 500, ki ima dodatna vrata na sovoznikovi strani in to ga povezuje s prvim modelom Fiat 500 iz leta 1957, ki je prav tako imel vrata pritrjena na zadnji del avtomobila. No, zakaj se je Fiat odločil, da ponudi takšno različico? Katere prednosti prinaša? Ta vrata omogočajo lažji dostop do zadnje klopi,
Tako za odrasle osebe, kot tudi, če imate otroški sedež oziroma otroka, ki mu pomagate pri pripenjanju ali če bi radi zgolj na zadnjo klop dali kakšno prtljago. Dimenzijsko avtomobil ostaja enak, kakor klasična trivratna karoserijska različica, tudi vsa tehnologija, varnost in vsi varnostni sistemi so popolnoma enaki. Po 2 koronskih poletjih in takšno zimo je končno čas, da pridejo prave počitnice. Ki pa bo žal očitno tudi poletje zastojev. Take so vsaj napovedi evropskih avtoklubov in turističnih analitikov. Avto še vedno ostaja prva izbira Evropejcev na poti na počitnice. Zato pa smo, preden odridemo na morje in na potovanja, pripravili eno mini anketo. Rezultati pa so takšni. Kar največ se vas bo odpravilo na sever, 38%. Ampak jug ne zaostaja kaj dosti, 34% vprašanih gre namreč tja. 37% vas bo na poti poslušalo glasbo prek spleta. No, 33% posluša lokalne radijske postaje, 27% pa za vsako pot pripravi svojo playlisto. No, samo 4% pa se bodo na poti na počitnice očitno v avtu pogovarjali, raje kot poslušali glasbo. Vprašali smo vas pa tudi, kako v avto naložite vso počitniško kramo. 20% vas naloži samo, da gre, 80% pa sistematično. Pa poglejmo, kako je v Fiata Tipo Cross prtljago naložil David. Samo da gre, samo da gre. Ampak je šlo. In poglej, koliko je šlo stvari noter. V bistvu imam vse, kar potrebujem za na morje s seboj. Kako bi pa ti spakiral, ko si ta sistematičnih 80%? V resnici nisem sistematičnih 80%. Držim se pa zlatega pravila. Težje stvari spodaj, to si lepo naredil, ne? Hvala za pohvalo. Ja, lažje zgoraj in nič na polico. Se pravi, bi lahko ocenil, da sem jaz tudi sistematično zložil. Hvala za potrditev moje teze. Andrej, pri motorju pa ni toliko težav, ne? Ker v bistvu spakiraš 2 kopalk, 1 brisačo in imaš že poln kovček. Pri motorju je v bistvu težav še bistveno več, ker je prostora še bistveno manj in moraš biti še bolj skrben in še bolj sistematičen. Ampak v letošnje poletje zapeljemo na 4 in na 2 kolesih. No, vmes pa lahko pogledate še kakšen prispevek v arhivu. V njem najdete tudi prispevek o sistematičnem pakiranju za na morje. Mi se vidimo po počitnicah, bodite lepo in nas spremljajte na rtvslo.si /Poševnica avtomobilnost. Se vidimo na morju. Se vidimo na morju.